Stadion, ki je bil zgrajen leta 1962 in ime dobil po Mariborskem drevesnem parku, bo tako po obnovi zahodne tribune zadostil kriterijem Evropske nogometne zveze. Sicer pa občinski projekt ne zajema zgolj prenove tako imenovane stare tribune, ampak tudi finalizacijo prostorov severne in južne podtribune. Sama prenova stadiona zahodne tribune zajema pač ureditev nove klančine vhodne, obstoječa se poruši, se zgradi nova. Izvedba povezovalnega hodnika, ki bo povezovala, ki bo omogočala, bi rekel, neoviran dostop novinarjev do novinarskega središča, ki se ureja v severni podtribuni. Izvedba VIP tribun, izvedba novinarskih sedišč, ki bodo tudi na zahodni tribuni, in ureditev obstoječih prostorov pod zahodno tribuno. Kljub koreniti prenovi pa konstrukcija objekta oziroma zunanji izgled stare tribune ostaja nespremenjen. Dodatek bo ta VIP tribuna, dejansko ena platforma za glavno kamero, ki se bo naredila tudi, bi rekel, na nivoju tretjega nadstropja oziroma pod samo obstoječo konstrukcijo. In to je načeloma to. Spreminjala se sama konstrukcija, pa to nič ne bo. Ne posegamo v nosilno konstrukcijo, ker niti ne smemo, zato ker je to stvar Zavoda za varstvo kulturne dediščine in ne dopuščajo posegov. Na zahodni tribuni se bo nekoliko spremenil le sedežni red, saj bo po zahtevah UEFA potrebno povečati vhod in omogočiti ogled tekem tudi invalidnim osebam. Vse kaže na to, da se je občina lotila prenove zaradi pritiskov Evropske nogometne zveze. Dejstvo je, da je občina kot dober gospodar razmišljala v tej smeri, je pa potrebno tudi povedati, da so zahteve seveda UEFA znane že kar nekaj časa in je, bi rekel, to zdaj sovpadalo nekako na eni strani in namera občine, na drugi strani pa tudi potreba zaradi zadovoljitev kriterijem UEFA, da se investicija sprovede v 2018. Projekt prenove je sicer izdelan že nekaj časa, vendar prva zasnova v vrednosti 9 milijonov evrov ni izpolnjevala vseh UEFA-inih kriterijev. Nato je nogometni klub Maribor pripravil svoj 5 milijonov evrov cenejši projekt, ki bo omogočal igranje na najvišji klubski in reprezentančni ravni. Ista zadeva, investicija, kjer je bilo govora o dobrih 8 milijonov evrov, je bi si zajemala tudi določene rušitve stare tribune, kar pa smo ugotovili, da ni dopustno. Zato zdaj ta investicija 5,5 milijonov zajema dejansko tisto prenovo, ki je v skladu tudi z željami kluba NK Maribor. Celoten projekt je zdaj vreden pravzaprav 6 milijonov evrov, saj je pol milijona evrov namenjenih za zamenjavo travnate površine. Sigurno, travnata površina je evidentno v slabem stanju, zato je nujno potrebna zamenjava trave. Projekt gre za zamenjavo celotne travnate površine tudi z spodnjim ustrojem, tako da ti se samostojen projekt in ni v sklopu te prenove in finalizacije. Občina pa je zgledila tudi spor z arhitekti iz biroja Office, ki so projektirali ostali del stadiona in želeli sodelovati tudi pri prenovi zahodne tribune. Z projektantom, ki je sicer projektiral severno in južno tribuno, ki načeloma z zahodno tribuno nima veze, ampak, kako rečeno, v izogib konfliktov smo vseeno poskušali najti neki kompromis in to se sedaj tudi zgodilo, tako da je podpisni pogodbe in Office arhitekti iz Ljubljane in Arheland arhitekti iz Maribora. Danes bo občina podpisala pogodbo za izvedbo projektne dokumentacije, kar pomeni, da bo lahko že jutri začela z izvedbo. Po prenovi oziroma končni finalizaciji bo pripravila tudi razpis za morebitne najemnike lokalov pod južno tribuno, ki že od leta 2008, ko je stadion doživel največjo prenovo, samevajo. Pod severnim delom tribune pa bodo trenutno prazni prostori namenjeni nogometni šoli in konferenčni dvorani oziroma novinarskemu središču.